Glavni pokrovitelji oddaje so Natural Earth, Preizkusite moč narave, Hyundai in Lumar. Dober dan in lep sončen pozdrav v naši majski oddaji za zdravje, ki jo bomo skoraj v celoti namenili alergijam. Najprej prisluhnimo pogledu na alergije Jeleni Dimitrijevič iz Kalčka. Alergije nastanejo predvsem iz tega razloga, ker so v zraku ali vodi, hrani ali prahu ali kjerkoli takega se nahajajo alergeni, ki pride tudi v naše telo in izzovejo tako eno reakcijo imunskega sistema, ki je pretirana, čeprav to niso snovi, ki so sicer škodljive, ampak so pol v primeru, če imamo odziv imunskega sistema, lahko škodljive za naše telo. Razlogi so različni, nepravilna prehrana, recimo, če kot otroci nismo bili dojeni, če smo pojedli veliko zdravil, če smo se cepili, če veliko toksičnih snovi, parazitov v telesu, tako da je kar nekaj teh dejavnikov. Pa je treba kakšna živila izločiti iz prehrane, da si recimo pomagamo? Ja, vsekakor. Zdaj odvisno, kakšno alergijo imamo, tukaj se predvsem pogovarjamo o tistih spomladanskih alergijah, seneni nahod je tako najbolj izpostavljen, ampak tudi recimo astma, bronhialna astma. In v tem primeru definitivno je zelo dobro izločiti mleko in mlečne izdelke, vse, ki so take živalske. Potem gluten, ker še dodatno poslabša situacijo. V bistvu je najboljše, če bi prehrana bila predvsem rastlinska. Hkrati pa je treba paziti recimo na histaminsko bogato hrano. To velja predvsem za tiste, ki imajo težave z astmo ali bronhialno astmo. Posebej recimo alkohol, kot je vino, različni tipi vina, potem pivo, čokolada, kakao na splošno, potem recimo izdelki iz mesa, različni citrusi, fermentirana hrana, ribe, morske ribe posebej, morski sadeži, vinski kis, balzamični kis, nekateri tudi sadeži, kot so recimo ananas, pa kivi, banane, jagode in tako dalje. Tako da kar nekaj teh tukaj moramo biti pazljivi na ta histaminsko bogata živila. Hkrati tudi tisti, ki imajo recimo seneni nahod, morajo paziti na tiste navzkrižne reakcije, ki pridejo, če smo recimo, ne vem, alergični ali na cvetni prah dreves ali trav ali tako naprej. Tako da moramo videti, katera so ta živila, ki so skupna s cvetnim prahom in potem jih seveda izločiti iz prehrane. Pa obstajajo tudi živila, ki lajšajo te probleme? Ja, seveda, vsekakor, tukaj imamo tudi na mizici nekaj takih živil, je treba pojesti veliko sadja in zelenjave, zaradi tega, ker sadje in zelenjave vsebujeta kvercetin, to je snov, ki tudi deluje kot antihistaminik. Hkrati pa v bistvu nekaj takih pekočih začimb, tudi česen, čebula, tudi kurkuma, ingver, hren, zdaj v tem času, naj ga čim več tudi za tiste, ki imajo težave s tem. Potem v bistvu temnozelena listnata zelenjava, šparglji so tudi zelo dobra zelenjava zdaj v tem času, da si lahko izberemo nekaj zase. Pa v bistvu je treba dodati hrano, ki vsebuje veliko magnezija in kalcija iz naravnih virov, se pravi temnozelena listnata zelenjava, stročnice, nekaj semen, potem omega-3, čija semena, lanena semena, recimo zadostna količina D-vitamina je izjemno pomembna, ali smo izpostavljeni soncu ali vzamemo kakšno prehransko dopolnilo, E-vitamin, naravni viri vitamina C, bromelin se lahko tudi vzame recimo kot encim, ki zelo pomaga pri tem, ali kakšna specializirana dopolnila, kot sta spirulina, guduči, to nam vse zelo pomaga. Omenila si prehranska dopolnila, z njimi si res lahko pomagamo v takih primerih. S katerimi? Ja, tako, ta posebej pravim spirulina in guduči, lahko tudi recimo kakšna aloe vera izjemno dobra. Probiotiki so tudi zelo pomembni, zaradi tega, ker je zelo pomembno to, da regeneriramo našo črevesno sluznico, da izboljšamo tudi delovanje imunskega sistema. Lahko tudi ena posebna aminokislina L-glutamin zelo pomaga pri tej regeneraciji. Lahko pa so še kakšne druge stvari, ki niso povezane recimo samo s prehrano ali z dodatki. Akupunktura zelo pomaga, bioresonanca, kakšna antiparazitna kura je dobra za narediti. Tudi recimo je ključno, da tudi speremo tiste alergene, ko pridemo iz kakšnega sprehoda. Ta neti skodelica, če je nekdo pozna za spiranje nosu, potem se stuširamo recimo, če gremo na kakšen sprehod. Če živimo v mestih, potem ne odpiramo oken ali se ne sprehajamo recimo popoldne zvečer, pozno popoldne zvečer, zaradi tega, ker takrat je koncentracija cvetnega prahu večja, če smo na vasi, pa to zjutraj. Tako da v bistvu to so nekateri ukrepi, ki jih lahko izvajamo, da si izboljšamo zdravje in zmanjšamo simptome, ki so povezani s pomladanskimi alergijami.